Čas pred dnevom spomina na mrtve je čas, ko se spominjamo vseh, ki so nam bili blizu in jih ni več med nami. Kot minister za obrambo in državljane Republike Slovenije bi se rad danes tu pred pomnikom padlim v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991 z iskreno hvaležnostjo poklonil vsem, ki so svoje življenje žrtvovali za našo državo. V osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991 smo bili Slovenci postavljeni pred spopad, ki se mu ni bilo mogoče izogniti, če smo želeli uresničiti sanje po samostojnosti in suverenosti na svojem ozemlju. V zgodovini našega naroda se je večkrat pokazalo, da je bilo treba za svobodo naroda tvegati in se boriti z orožjem. In čeprav so naši osamosvojitveni borci v vojni za Slovenijo 1991 borili za plemenit cilj in za zaščito plebiscitarne odločitve Slovenk in Slovencev, je vojna zahtevala svoj tragični davek. Življenja pripadnikov teritorialne obrambe, slovenske milice oziroma policije, civilistov in predstavnikov medijev. Spoštovani svojci padlih v vojni za Slovenijo. Zavedam se, da je za vas vojna za Slovenijo povezana z veliko osebno žrtvijo. Vaši bližnji, ki so za našo domovino darovali najdragocenejše svoja življenja, imajo zasluge za to, da živimo v svobodi in da sami upravljamo svojo državo. Zaslužijo si dostojanstven spomin in našo veliko hvaležnost. Verjamem, da bomo zmogli to zavedanje prenesti tudi na naše zanamce, saj so vrednote priborjene v vojni za Slovenijo trajne. Slava padlim za samostojno in suvereno Republiko Slovenijo.